lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Popotniškega snepa. Tokrat je z nami ponovno Luka Mavrič, ampak tokrat se bomo pogovarjali od Šrilanke in njegovem bivanju na otoku Zmenihi. Preden pa začnemo, naj omenim še, da oddajo organizira Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor. Oddajo bom ponovno moderiral jaz, Luka Mjan. Popotniško združenje Slovenije se poleg te oddaje ukvarja tudi z drugimi projekti. Eden izmed takih je spletna revija Globetrotter, ki objavlja članke že 15 let. Drugi je mednarodni program Travel Different for Future, ki ga ustvarjajo skupaj z drugimi prostovoljci. Tako da preden se posvetimo Šrilanki, bi rad omenil še dobrodelno akcijo Otroško veselje na morju, pri kateri lahko pomagate otrokom do počitnic na Debelem rtiču. Več o tem boste videli tudi v spodnjem okvirčku, lahko pa se tudi preberete na naši spletni strani. Pozorno poslušajte, na koncu bomo dali še nagradno vprašanje in kakor veste, prvi pravilen odgovor na našem mailu bo prejel HI člansko izkaznico, pa tudi popotniško majico. Več o tem lahko vidite spodaj v okvirčku, so navodila. Tako da sedaj se lahko posvetimo našemu gostu. Luka, torej Šrilanka, Zmenihi, že opis se sliši zanimiv, zgodba pa je verjetno še bolj. Povej. Ja, v bistvu to je bilo tako, to je bilo eno zelo, zelo spontano potovanje. To je bilo, rečemo, 4 mesece potem, ko sem se jaz vrnil z mojega prvega potovanja, ko sem šel sam za malo manj kot pol leta okrog. In Šrilanka, vmes tiste prve poti, v bistvu ful ljudi me je pač omenilo Šrilanko, ful ljudi, ki sem spoznal, je bilo na Šrilanki, dosti ljudi je omenjalo Šrilanko. In jaz potem po enih 3-4 mesecih, ko sem bil doma, določene stvari so se pač dogajale in potem sem se jaz odločil, da jaz spet hočem iti nekam in tja, ko grem spet, kadar sem šel v Nepal z namenom, da posnamem nek dokumentarc, da grem tudi zdaj spet nekam z nekim točnim določenim namenom, da bom nekaj posnel. In spet aplikacija, ki se kliče Worldpackers. V bistvu sem dobil nekoga, sem našel nekoga, ki dovoli ljudem v bistvu, da so v njegovi, pač v samostanu, pač kjer so menihi in v bistvu, da se učiš meditacije, da živiš z njimi in tako dalje. In jaz sem temu budistu pisal in je kar hitro se mi odzval in so se kar hitro v bistvu izmenila, da bom pač prišel k njemu oziroma vsem tem budistom, ki tam živijo. Zdaj, ful smešno je v bistvu in ful veliko naključje je to, da jaz sem pač si izbral en datum, kdaj bom šel in sem pač temu glavnemu menihu sem pisal, sem napisal pač, imam to in to letalo, bla, bla, bla. In on je v tistem času bil v Berlinu, ta menih, glavni menih samostana. In pol me je vprašal za točno številko leta in sem par ur pred mojim prvim letom, ker sem letel Benetke, Katar, Šrilanka, sem gotovo, da na letu iz Katarja na Šrilanko sva rezervirala jaz in menih isto letalo, ki se je vračal iz Berlina. Tako da jaz sem tega meniha glavnega od tam spoznal v bistvu že na letališču v Katarju, kadar sem čakal za moj drugi let in smo že tam se začeli pogovarjati in smo se hitro porazumela, bom rekel. Je znal ful dobro angleško, kar je res meni bilo ful lepo, zato da sem se ful lažje sporazumeval. In pole smo pač šli na letalo, skupaj nismo sedeli, če bi bilo še to naključje, bi bilo že
neka res višja sila, ki bi bila upletena. Prišli smo v glavno mesto Šrilanke, Kolombo. V bistvu ful zanimiva stvar, Šrilanka ima v bistvu dve glavni mesti, so ena zraven druge, ampak za turiste verjetno se govori kar Kolombo, zaradi tega, ker je ful lažje izgovoriti in ful krajše ime kot tisto drugo glavno mesto. Kako se kliče drugo glavno mesto? Ful dobro vprašanje, nimam pojma. Bi mogli na klic dobiti ena Šrilančana, da bi povedal. Je preveč dolgo ime in smisel 3 besede. No, v glavnem smo pristali v Kolombo. V Kolombo tu sem pol imel, bomo rekli, zastonj ride do samostana. Pač, ker sem bil z njim, on je pa imel itak zrihtan prevoz. Tako da smo šli do tja, prvo sem bil, v bistvu to imajo več, niti ne vem, ko se reče podružči, niti ne vem, ko bi rekel točno, tako da prvo sem šel nekam drugam in pol zvečer so me peljali tja v glavno. Mesto se je klicalo Minu Vangoda, bilo je približno 20 minut ven iz glavnega mesta. In pol sem tam preživel 2 tedna. Zdaj, kako dejansko je živeti z njimi in kako je, mislim, po pravici, bilo je malo dolgočasno, zato ker ni bilo res dosti ljudi tam, ni bilo toliko menihov in še tisti, ki so bili razen pač teh glavnih, niso lih dobro govorili angleško, tako da sporazumevanje ni bilo lih najlažje. Njihov šofer je znal dokaj nekaj angleško in je bil star, ne vem koliko, 18 let, tako da z njim sem se dosti pogovarjal. Drugač pa to res tako čistočo morajo vzdrževati na tem okolišu, pometajo, ne vem, 5-krat na dan, mora biti res taka tišina, res mora biti tak plac, kjer si lahko at peace, kjer lahko meditiraš, kjer si lahko sam sabo, ker to je v bistvu cel point. Jaz sem hotel iti tja, zato ker mene je ful zanimalo, ker menihi dejansko veljajo za ljudi, ki znajo biti, ko bi rekel, zdaj v angleščini se reče temu mindfulness, zdaj ko se dejansko, kakšen je pravi izraz v slovenščini, zato nimam pojma. V bistvu, da znaš odklopiti svoje misli in razmišljati o ničemer. In zdaj mogoče, če za ljudi se sliši to dokaj preprosto in easy, ampak to je ena najtežjih stvari, ki sem probal v mojem življenju. Dejansko ne misliti o ničemer, zame še zdaj, tudi po vsemu temu, je nemogoče. Meditacija samo po sebi je že precej težka stvar in razumem, zakaj je tako pomembna in zakaj je ful dobra za človeka. V bistvu z njimi sem hodil meditirati tam v samostanu pred velikim Budo spomenikom in tudi na izjemne lokacije, ko so recimo tle na sliki, kjer sva bila res, po mojem, na klifu s prepadom 200 metrov in meri razgled na ne vem koliko tropskega gozda. Pač res, taki trenutki so bili meni res nekaj posebnega. Zdaj, ali oni dejansko res upajo misliti o ničemer, trdijo, da ja. Jaz ne vem, oni trdijo, da ja in naj bi to tudi bilo res, naj bi bilo to cel point tega, da res, da so najdli ta notranji mir in da znajo kontrolirati svojo miselnost. Zdaj si verjetno kar spremenil marsikomu percepcijo, ki reče, da gre na morje odklopiti. Ja. To sem probal dejansko menihom iti odklopiti, samo odklopiti je malo težje, ko si človek misli, dejansko odklopiti, ne. Zdaj odklopiti, da ne razmišljaš o svoji službi, verjamem, da je marsikomu precej lahko. Odklopiti, da ne misliš o ničemer, pa popolnoma druga zgodba.
Tako da ja, res zanimivo, tudi jedu sem, koliko jejo oni, mislim, nisem jedel točno, koliko jejo oni, ker jaz sem še vedno imel pri njih 3 obroke na dan. Menihi jejo samo enkrat na dan. Zdaj, zakaj še vedno, čeprav jejo samo enkrat na dan, zakaj imajo normalno kilažo, bom rekel, zakaj niso suhi in ne vem kaj. In to je zato, ker sem opazil, je tistih enkrat na dan, ko jejo, res jejo. Pojejo res ogromno, obilen obrok. In sem bil na takih ceremonijih, ki so jih imeli skupina menihu skupaj in vse to. In potem imajo skoraj vedno pojedino. In ko sem bil tukaj, je ena ful smešna zgodba. Jaz sem bil tam z njimi, sem pač samo spremljal, oni so, ne vem, imeli neko obred. In polje končno so končali in so začeli odkrivati hrano in vse to. In polje končno so mi rekli, naj pridem sem, in sem mislil, končno bom lahko jel, ker sem lačen. In so mi dali skledo puhno hrane v roke in sem mogel iti do vsakega meniha, jih vprašati, če hočejo to, ker sem jaz imel v skledi, in jim žlico dati na krožnik. In potem sem čakal še 1,5 ure, potem so mi končno dali tudi meni hrano. Tako da ja, hrana na Šrilanki je bila zelo, zelo pikantna. Za zajtrk sem jel rezance s curryjem dostkrat. Ko sem šel v pekarno, kar bi rekli lahko pekarna, imela je kruh, sem kupil stvari, ki sem mislil, da bojo, ne vem, nek kruh s kakim hrenom, kaj tazga. Vse, kar sem kupil, vedno je bilo pikantno. Še sladico, eno, kar sem kupil, je bila pikantna. Tako da izogniti pikantnih stvarem na Šrilanki je bilo skoraj nemogoče. Zdaj, če bi mogel izpostaviti jedi, ki so mi dejansko bile všeč. Ena stvar, ki mi je bila ful dobra, se ji reče kotu. In to je v bistvu roti, to je neka druga jed, narezan na koščke in je v bistvu neka pašta. Namesto pašte je ta koščki tega kruha rotija. In druga stvar, ki pa mi je bila verjetno moja najljubša jed na Šrilanki, pa se imenuje, zdaj v slovenščini ne vem, če sploh ima ime, se imenuje hoppers. In to v bistvu ko neka palačinka v obliki, da ima take posebne oblike, je malo lonc palačinka, je uvita pri straneh gor in na sredini ima tudi malo bulko. In tisto ješ se z različnimi stvarmi kombinira, različnimi, ne namazi, ampak ne vem, s čebulo in neko omako in takimi stvarmi. In tisto pa je bilo po mojem moja najljubša stvar. Zdaj, jaz sem tam bil, sem posnel dokumentarc, bila je zelo, zelo lepa izkušnja in vse. Celo so me peljali na različne lokacije, ko sem bil tam, ker so hoteli res, da doživim to pravo Šrilanko. In probal sem prvič ananas, ki je dobesedno 2 minuti pred tem, ko sem ga probal, še bil zrel pač v bistvu ni drev, je verjetno grm. V bistvu en grm na tleh, ananas raste na tleh, ima samo en ananas, kar jaz nisem vedel. Vsak, res ogromno teh grmov in vsak ima samo en ananas. Tako da to sem probal, ker je bilo res izjemno. In potem so me še, ko sem pač končal pri njih, ko sem oddelal svoje in ko smo se ločili, so me še peljali do naslednje lokacije. In moja naslednja lokacija je bilo eno mestece bolj na sredini otoka, bom rekel, ki se imenuje Kandy, ki v bistvu par tednov potem, ko sem jaz prišel, ko sem šel iz Šrilanke, je imelo eno najhujših poplav verjetno v zgodovini. In ljudje, ki sem jih spoznal tam, ki sem še imel kakšne kontakte, so mi pošiljali slike, kako je bilo, tako da sem se tega glih izognil, nehote izognil. Je bilo res hudo pole tam, zato ker Kandy ima eno tako veliko jezero tudi tam na sredini mesta in verjetno sklepam, ker je bilo hudo deževje, je pač to poplavilo. Že kadar sem bil jaz na Šrilanki, sem dostikrat doživel to res tisto tropsko nevihto,
tako da sem videl, kako lahko pride do tega. Kandy je bil ok in pole sem šel pa na eno najlepših izkušenj v mojem življenju in to je ta v bistvu ful znan šrilanski vlak, ki je tukaj na sredini. In ta pot te pelje, sicer te lahko pelje še dlje, ampak jaz sem šel iz Kandyja v Elo. Eno mestece malo bolj južno, sicer ni južno, ampak bolj južno od Kandyja na Šrilanki. In ta vlak jaz sem za nalašč vzel third class, zadnji klas, tako da najmanj prestižno, zato da sem res probal doživeti najbolj tako realno stanje teh vlakov, ko je. Posebnost tega vlaka je to, da pač napram evropskim standardem se vrata od vlaka nikoli ne zaprejo, tako da lahko tako kot jaz strmiš gor. Ne rabijo klime, se pravi. Kaj da? Ne rabijo klime. Mislim, klima bi še vedno prišla prav, zato ker je še vedno toplo. Ampak v nekih predelih verjetno greš dosti bolj visoko po hribih, zato v nekih predelih dejansko sploh ni bilo več toplo. Moraš pa paziti, če gledaš ven levo desno, da ni kakva veja, ki štrli, ki te bo kar fajn prmazala. Ta pot je sicer, ne vem koliko kilometrov je, definitivno ni tako dolga pot, ampak še vedno pot traja 6-7 ur, zaradi tega, ker vlak gre res počasi. Tako da je bilo enih 6-7 ur vožnje z vlakom in vlak je dejansko. Zdaj, jaz sem kupil preko nekih posrednikov za turiste, tako da se mi zdi, da sem dal okrog 30 €, ampak dejansko za te Šrilančane vejo, kje kupiti in lahko kupijo verjetno tam na licu mesta, kar jaz vem, ta vlak ne stane mogoče ni 10 € v resnici. Vsaj third class, ne, tako kot sem šel jaz. In potem, ko prideš ko sem prišel do te Ele, prideš v bistvu do tega mostička, tukaj na desni, ki je verjetno ena izmed glavnih atrakcij na celi Šrilanki, poleg tiste velike skale s templom gor, ki je na sredini otoka, katero v bistvu nisem šel pogledat. Tako da to je verjetno druga največja atrakcija. In tukaj v bistvu se vlak kar sredi tirnic se ustavi pri tem mostu. In tam moraš čakati enih 10-15 minut prej, ko nazaj gre. Ela, drugače pa to mesto zraven tega mostička, ne vem, enih 20 minut hoje iz mesteca do tega mostička. To je pa prav tako, bom rekel, turistično mestece. Ne čutiš prave Šrilanke tukaj, to bi primerjal s kakim, ne vem, s kakim Vang Viengom ali kaj takega z Laosa, kjer je res skomercializirano, res do konca in so žuri in imaš lokale in zvečer slišiš, kjerkoli si okrog, slišiš muziko spovsod. Tako da to mestece, čeprav mi je bilo zelo simpatično, ker je pač ena glavna cesta in pač vse okrog tega, je bilo, bom rekel, pač ni bilo lih zame, oziroma nisem začutil, da sem na neki Šrilanki tukaj ali kaj takega. Vmes, ko sem bil na Šrilanki, se je zgodilo nekaj, ki nisem pričakoval, takrat sem začel malo bolj objavljati na socialna omrežja in so mi neka veriga bolj luksuznih hotelov na Šrilanki so mi pisali, če bi prišel za 2 noči k njim in pač jaz, da jim snemam content in oni v zameno mi dajo zastonj prenočišče, tako da sem v roku 2 tednih šel iz samostanu z menihi in odkrivati notranji mir do luksuznih hotelov in bazenov sredi otoka na Šrilanki, tako da je bil kar velik preskok. Zdaj, ko sem prišel sem, sicer sem imel zelo lepo ta 2 dni, meni je bilo lepo, malo sem bil tudi bolan v tem cajtu, se spomnim.
kar mi je pa izstopalo, prvo je bilo to, da tukaj sem videl in slišal, no, sami Rusi so bili tukaj, sicer se je dobila še kakšna druga nacionalnost, ampak večinoma so bili Rusi. In druga stvar, sem tukaj res začel razmišljati, zakaj bi nekdo prišel potovati na Šrilanko, pač v otok je tako raznolik in lahko vidiš toliko različnih stvari, od safarijev do plaž, kjer surfajo, do tropskih gozdov in vsega tega, in potem, da bi ostal tukaj 2 tedna v takem rezortu in ne bi videl nič. Zdaj, razumem, da nekateri pridejo in pol hodijo na neke day tripe ali kaj takega, ne vem, meni se je zdelo res škoda takega lepega otoka in take lepe države, zato da prideš za par tednov v tak all exclusive resort in da ostaneš v nekem takem. Čeprav tudi tukaj ljudje so bili odlični, full fine, ta tle na sredini slike je bil v bistvu, ne vem kaj je bil, deluje koktejle tam sredi rezorta in sem se začel z njim pogovarjati in je bil smešen in jaz sem v njemu zdaj smešen in pa smo naredili eno slikco, ki je rekel, naj mu jo pošljem na WhatsApp. Tako da ljudje so bili ful dobri, na celi Šrilanki in na celem potovanju ne bi rekel, da sem imel ene slabe izkušnje s katerim koli. Se spomnim se v nekem, ne vem katerem mestecu sem bil na Šrilanki, sem šel na en sprehod in je bil nekje avtomehanik in ko me je videl avtomehanik, čeprav ni znal nekaj dosti angleško, me poklical noter in sem bil 1 uro v delavnici avtomehanika, mi je dal zapit in sem se z njim pogovarjal, kolikor sem pač upal neko slabo angleščino in take stvari. Tako da res dobrosrčni ljudje, res vljudni in res ful prijazni. Tako kot sem omenil prej, eden izmed mojih ciljev, ko sem že šel na Šrilanko, je bil ta, da bi prvič v življenju surfal. Pred tem nisem še nikoli surfal, ampak to je bilo ena stvar, ki sem vedno si jo želel provati. In kadar sem šel na jug Šrilanke, prav na skrajni jug, sem se ustavil za nekaj časa v enem mestecu, ki se kliče Hiriketija, oziroma plaža se kliče Hiriketija Beach. In vedel sem, da ta plac je znan kot eden najbolj prijaznih plaž za začetnike surfanja, da so valovi lih prav veliki in da se tukaj ful ljudi uči surfati. In ko sem se ustavil tukaj, sem bil še z eno punco, ki sem jo v bistvu spoznal na vlaku, ko sem šel v Elo in smo pol v bistvu večina potovanja, pol je v bistvu bili na Šrilanki, bili skupaj. In potem čez 4 mesece sva se nehote srečala v Bangkoku tudi s to punco, kar je bilo ful smešno in random, tako da smo še v Bangkoku srečali. Ampak ja, ker sem bil tukaj, sem šel po plaži, en prvi dan, ko sem prišel, sem šel na sprehod po plaži in vse te je ful teh surf šol in vsak, ki te vidi, da hodiš po plaži, bo prišel do tebe in te vprašal, če se hočeš učiti surfati. In jaz pač nisem vedel, tako da prvi, ki je prišel do mene in me je vprašal, pač povejo ti tudi ceno in to, in pol, brother for you, pač da kao popust in te klasične. Ja, special price for you, brother, in take, tako kot povsod v teh krajih. In pač jaz sem prvemu že rekel jaz, dokaj nisem niti vedel, da je toliko teh šol na tej plaži. In pole sem hodil naprej in je prišel en drugi in tretji in pol eden je prišel, ker dejansko mi je dal ful ugodnejšo ceno za isto, kar dobiš. Tako da jaz sem pač to sprejel in sem rekel, ja, se dobimo jutri ob tej uri. In zjutraj sem prišel in pol sem dobil to surfing majčko, ker moraš imeti majco, in sem videl, da šola se kliče Surf Banana, tako da sem imel na hrbtu banano. In če bi pa šel prvemu, so se klicali, ko so se že klicali neki v stilu
Mad Monkey ali Angry Monkey, neki tasga in so imeli neko fuldoro gorilo na hrbtu in vse to. Tako da na koncu sem zbral šolo verjetno z najbolj lame imenom na celem svetu in sem mogel nositi to banano na hrbtu cel cajt, ko sem se učil surfati. Tako da ja, za tisto sliko na desni, ko sem hotel malo za socialna, tam sem v bistvu že končal surfati, sem si samo dal dol majico, da lahko ljudi imelo malo bolj pametno sliko, da nimam tiste banane cel cajt na svojem hrbtu. Tako da učil sem se surfati, par dni sem po 2 uri surfu in v bistvu sem ful hitro, že v drugo, ko sem šel na surf, sem brez past pri surfu cel valov. In nekaj, kar sem ugotovil in še zdaj pač stojim za tem, je, da je surfanje verjetno eden mojih najljubših rekreativnih športov, s katerimi sem se do zdaj ukvarjal. Zdaj problem je, ker tle okrog nimamo nikjer blizu nekega placa, kjer bi še to lahko nadaljeval, tako da od takrat naprej žal nisem več surfal. Upam pa, da bom v prihodnosti šel kmalu še kam drugam surfati, kjer bom užival toliko, ko sem na Šrilanki. Zdaj valovi so, kot sem rekel, so bili res perfektni za začetnika in sem se imel ful lepo. Tudi Hirikitija je bilo tako plaža in mestece okrog, ki je bilo zelo turistično, ampak tukaj pa je ta turistični vibe tudi meni pašal, zaradi tega, ker je res, to so bila neke višji nivo počitnic, ko smo hodili, ko sem bil mlajši, recimo na Hrvaško, vsako leto na morje ali kaj takega, no to je bilo, sem se počutil prav tako, samo da je nivo še toliko višji zdaj. In po tej Hirikitiji potem sem šel v tiste hotele, ki so mi ponudili, in sem šel počasi spet gor ob zahodni obali proti Kolombotu spet in se ustavil še na parih točkah na poti gor v mestih. In ja, zdaj prišel sem pole do enega mesteca, kjer v bistvu ne vem več, kako se kliče, ampak šel sem v neko restauracijo s hamburgerji, zato ker sem imel dovolj po pravici te hrane, pekoče, Šrilanke in vse to, in sem hotel nekaj bolj zahodnjaškega jesti. In sem šel v eno restauracijo, ki se je klicala Chicago Burger, in meni je bilo to tako smešno, da je ta tip, ki sem se slikal z njim, sem se zaradi tega slikal z njim in da je tisti logo od zada, zato ker je vzel v bistvu uraden logo od Chicago Bullsu z NBA-ja in samo napisal Chicago Burger zraven. No, lahko pa mu je Jordan zrihtal copyrighte. Lahko mu je kak Jordan ali pa Derrick Rose so mu zrihtali avtorske pravice za to, sicer dvomim, da je bilo dejansko tako. Tlele, da bi to naredil v zahodnem svetu, ne bi dolgo laufala njihova firma. Tako da, ja, zdelo se mi je ful zanimivo in sem šel v bistvu na konci 2-krat jaz sem hamburger, zato ker je res ful preprost, ampak ful dober chicken burger sem jel tukaj in stal je, ne vem, 2 evra ali nekaj tasga, no. Tako da... V Chicagu imajo dobre burgere, to lahko potrdim. No, lahko je se šel tale gospod učiti v Chicago, kako se jih narediti, lahko polomest dobil avtorske in prišel nazaj sem na Šrilanko in oprl ta biznis. Sicer sem bil 2-krat edini v restauraciji in fun fact, v bistvu drugič, ko sem šel v to restauracijo, je bil dan, ko sem se spet selil, v bistvu sem šel od tukaj prav do glavnega mesta, moja zadnja 2 dni na Šrilanki sta bila to. In sem rekel, da prej, ko grem, hočem še enkrat jesti ta hamburger, zato ker spet nisem vedel, kje bom poljel Kolombotu, ali si bom prvoščil spet kaj zahodnjaškega ali ne. In tukaj sem že jel in sem vedel, da je bilo dobro. Tako da sem prišel, taksist me je peljal do te restauracije in je bilo zaprto. In to mesto tukaj, ki sem bil, pač ni bilo lih veliko mesto. In pol je rekel taksist, da bo
poklical tega tipa, da ima številko njegovo. Tako da je klical, je rekel, da je en čuden turist, hoče tle pri njemu jesti, in je rekel 10 minut in je prišel in je zaradi mene oprl restauracijo in mi naredil hamburger s pomfrijem. Tako da, ja, to je bilo ful smešno. In potem se spomnim, še sem šel, preko sem šel proč od njega, sem šel k njegovim sosedom, kjer so pa prodajali čaj, zato ker Šrilanka je zelo, zelo znana po plantažah čaja in sem kupil si čaj za domov. V bistvu tudi eni hostli, v katerih sem spal in vse to, v bistvu sem bil med plantažami čaja, res povsod jih lahko vidiš, ko greš malo izven glavni, pač center mest. In ta čaj sem tudi pol pil in je res, moram reči, da je eden najboljših čajev, ker sem pač v življenju probal. Pole sem pač prišel v ta Colombo, v glavno mesto, eno izmed dveh glavnih mest. In če povem prav po pravici, in to sem že rekel tudi v mojih socialnih omrežjih, da Colombo je eno izmed mest, na katero se verjetno ne bi vrnil. Pač je neprijetno je mesto, ni da se počutiš res prav varen tam, nič nimaš za delati tam, res, in je še veliko in razpršeno. Tako da v bistvu v tem mestu se sploh nisem počutil dobro in sem v bistvu bil malo jezen sam nase, da sem si rezerviral takrat dve noči za spat, namesto da bi kar šel, pol moja naslednja destinacija bila Nepal, drugič od tukaj. Tako da sem bil malo jezen sam nase, zato ker nisem imel nič za delati, sem si v bistvu vzel cajt in tako, ko je na desni sliki, sem šel v kino, ali pa na levi sliki sem šel v kak bar in si privoščil kaj dobrega za spiti ali pa kaj tazga, ker pač nisem vedel, kje bi sploh delal v Colombo tu, no. Spoznal sem v hostlu, hvala Bogu, par fajn ljudi, s katerimi sem se ta 2 dni malo družil in ja, to je bilo v bistvu na zelo, zelo kratko moje, v bistvu mislim, da sem bil 3 tedne, tako da 3-tedensko potovanje po Šrilanki. Highlight oziroma najbolj zanimiv del je sigurno bil na začetku, ko sem živel z menihi. To je izkušnja, ki sigurno ne bom nikoli pozabil. Tudi vsak večer so prišli otroci ven na teh, mislim, ulicah. Ne bi niti rekel ulice, ampak na cesto, stransko cesto, kjer pač so prišli ven in se igrali in dostikrat sem šel se malo družiti z njimi in so igrali kriket, zato ker kriket je res ful popularen tam, tako da so igrali kriket. Z nekega luksuza tam ni bilo, ampak po drugi strani pa sigurno bi rekel, da ni vse tako staromodno oziroma tradicionalno, ko si ljudje verjetno mislijo, kadar slišijo samostan, budisti, menihi in vse te stvari. Zato, ker vsaj jaz, ki mi je to nekdo govoril, jaz sem si to predstavljal ljudje v oranžni prevleki, molijo, meditirajo, živijo neko posebno življenje. Ampak dejstvo je, da to so pač sodobni menihi, z njimi sem se pogovarjal po WhatsAppu, prav normalno, edina razlika je to, da ta glavni menih, namesto da bi pošiljal navadne gife, mi je vedno pošiljal kak gif, ki je bil kak kartun menih gor, iz risanke, pač to je bila edina razlika. Zdaj, ful zanimiva stvar, ki pač si verjetno noben ne bi predstavljal, da imeli so električen avto v samostanu, z njim so se vozili vse okrog, znamke BYD. Tako da ni vse tako staromodno in tradicionalno, ko vidiš v filmih in vse to. Zdaj, eno najbolj pomembno vprašanje, ki sem ga hotel vprašati, oziroma 2 najbolj pomembni vprašanji, ki so me zanimale. Prvo je bilo to, zakaj menihi, zakaj nimajo las, zakaj so vedno plešasti.
in sem pričakoval neko res filmsko razlago ali nekaj takega. In v bistvu ta glavni menih mi je samo rekel, da je ful lažje pol to maintainati vse skupaj. V bistvu je samo to, da mu ni treba se vsako jutro česati, mu ni treba se vsak dan umivati glave in vse to in si štimati frizure. Da zaradi tega menihi, zato ker živijo preprost, probajo živeti najbolj preprosto življenje, najmanj se ubadati se z zunanjimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na njihovo stanje, na njihovo počutje, zato probajo si čim bolj preprosto vse narediti. Zato imajo to pogrinjalo cel cajt, eno in isto obleko, oranžne barve, zato si brijejo glavo oziroma nimajo las in vse to. In moje drugo vprašanje je bilo, to sem v bistvu, se nočem hvaliti, da sem naredil usluho celotnemu svetu, zato ker se je verjetno po moji logiki cel svet spraševal to vprašanje. In sem vedno hotel vedeti, če menihi imajo tudi spodnje perilo ali imajo samo tisto prevleko. In jaz ful nisem vedel, ali je to neuljudno, da jaz vprašam meniha, ali je to okej. Tako da sem hotel res ratati dober prijatelj z menihom, preko bi kaj tazga ustrelil. In polk sem snemal svoj dokumentarc, to za YouTube, sem prav na konci, ko smo sedeli, kadar sem končal z vsemi vprašanji, sem si rekel sam sebi, da če hočem vprašati to, ga bom vprašal zdaj ali pa nikoli. Tako da sem ga vprašal v tistem trenutku, če menihi nosijo spodnje perilo. In prvo se je smejal, pol je rekel, da ne bo na to odgovoril, pol je bila malo tišine in pol je rekel, da tudi menihi nosijo spodnje perilo, da tudi oni so navadni ljudje. Evo, tako da sem tudi na to dobil na konci odgovor od glavnega meniha. Ja, tako da to v bistvu je moja celotna izkušnja, zelo na kratko, na Šrilanki in kako je bilo. No, se pravi, poleg Šrilanke smo spoznali tudi dosti glede menihov, kako živeti v samostanih. Mislim, da si ovrhul tudi kak stereotip oziroma kako temu reči iluzijo in naredil menihe nam bolj domače. Ja, sigurno, jaz sem se počutil ful lepo z njimi, ful prijetno mi je bilo okrog njih, res je bilo, kot da sem se pogovarjal z istimi, kot sem jaz. Edina stvar, ki je pač res ki je bila, da to so pač lahko samo oni, je bilo to, da oni so bili edini, ki so lahko na določenih stolih na samostanu sedeli. In ko sem jaz prišel tja, jaz sem se lahko sedel na neke druge stole, ki so v bistvu bili nižji od njih. Tako da to je bila edina stvar. Tako da jaz bi rekel, so zelo človeški. Po pravilih menihi ne smejo sprejemati denarja, oziroma tikati denarja, bom rekel. Čeprav tudi to je pač spet stereotip in se mi zdi, da se današnji sodobni menihi ne bi rekel, da se držijo tega. So dokaj navadni ljudje. Dobro, preden zaključimo, smo vam dolžni še nagradno vprašanje. In sicer smo se zmenili, da bomo do gledalcev prijazni in da ne bo vprašanje glede imena glavnega mesta, ampak samo koliko glavnih mest ima Šrilanka. Torej, ta odgovor pošljete na mail info@youth-hostel.si in potem prvi pravilen odgovor, ki ga prejmemo, bo prejel HI člansko izkaznico in popotniško majico. Luka, povej nam še plan za naslednje potovanje. Plan za naslednje potovanje? Trenutno ga ni. Bom mogel po poletju začeti razmišljati, ampak, kakor sem rekel, upam, da bo upleteno kako surfanje. No, tako da, se pravi, v zadnjih mesecih leta lahko pričakujemo Luko spet na naši oddaji. Do takrat se ti zahvaljujemo in Hvala. vsem vam želimo veliko lepih potovanj
lep preostanek poletja in se slišimo naslednjič. Hvala za pozornost.